Danes pogosto na desni in celo na levi beremo, da naj bi bil glas za Trumpa na ameriških jesenskih volitvah glas za svetovni mir. Pa je to res. Ne pozabimo, da govorimo o tistem predsedniku, ki je priznal Jeruzalem za legitimno prestolnico Izraela. O tistem predsedniku, ki je zapustil iranski jedrski dogovor. O tistem predsedniku, ki je zapustil Odbor za človekove pravice v Združenih narodih in konec koncev, ki je imel samo eno smer v ameriški zunanji politiki, to je America First. V drugem mandatu obljublja, da bo točno s tako politiko nadaljeval. Kar pa pomeni naslednje. V svetu ne bodo več veljala nobena pravila, ta so že zdaj močno razmajena, ampak bo Amerika počela, kar hoče, Kitajska bo počela, kar hoče, Rusija bo počela, kar hoče in Izrael bo počel, kar hoče. Tako ureditev smo v Evropi poznali pred letom 1914 in kot vemo, ni pripeljala do miru, ampak do dveh svetovnih vojn. Namreč svet, kjer lahko vsak počne, kar hoče in kjer velja pravilo močnejšega, je svet, ki ves čas hodi po robu vojne.